Pozdravljeni, za vas imam kar nekaj dobrih novic. Še so prosta mesta za mariborsko predavanje o obilju. Tako je, Štajerci, prihajamo torej k vam prvič v Maribor, v hotel City. 24.2. ob 18. uri začnemo in predhodna prijava je obvezna, torej na 026 200 230. In še dobre novice govorijo o tem, da imamo prav tako še nekaj mest prostih za celjsko predavanje z Matjažem Obranovičem. Po razprodanem dogodku namreč prirejamo še enega, in sicer 17.2. v Narodnem domu v Celju. Ne pozabite pa tudi na predavanje v Novem mestu prvič, in sicer imamo še prav tako nekaj mest prostih v gostišču Vila Otočec. Naše življenje je polno barv. Včasih jih vzamemo kot nekaj samoumevnega. A dejstvo je, če jih ne bi bilo, bi še kako pogrešali. Zakaj? Kakšen vpliv imajo barve v našem življenju? Zakaj v Srbiji recimo še danes novorojenčkom dajo nek rdeč trak okrog oziroma nekaj rdečega? Katera je vaša barva? Kaj pomeni, če ene barve enostavno ne morete prenesti? Kateri dan je danes in katera barva je značilna za ta dan? Katera je vaša osebna barva? O tem bomo danes govorili, zato vzemite pisalo v svoje roke, kajti v naši družbi je gospa Branka. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. In obeta se pogovor o barvah, ampak za začetek, barve so res nekaj zelo samoumevnega, kot to, da dihamo in da stojimo na dveh nogah, ampak vendarle bistvene stvari. Kaj pravzaprav barva sploh označuje, tako na splošno? Zakaj gre? Ja, barva je najprej valovanje, elektromagnetno valovanje z valovno dolžino 380 do 750 mikronov. Je pa tudi čutna zaznava, ki jo zaznava naše oko. In vse, kar je v našem vidnem polju in našem čutnem polju, naše telo zaznava. Se pravi, barve vplivajo na nas, na naše počutje, na koncu koncev bi lahko rekli tudi na naše zdravje? Vsekakor, glede na to, da smo mi energijska bitja in je naše telo sestavljeno iz 7 vozlišč in vsako vozlišče predstavlja določeno frekvenco barvno. In kadar smo mi zdravi, kadar se lepo počutimo, takrat smo pretočni. Če imamo pa nek zastoj na nekem energijskem vozlišču, lahko tudi rečemo čakri, takrat pa pride do slabega počutja in posledično tudi do bolezni. Kaj recimo pomeni, če nekdo res ne prenese, recimo, ne vem, ravno rdeče barve? Ja, pomeni, da ima ravno na tem prvem vozlišču ima zastoj, ima blokado. In tak človek bi verjetno, prognoziram, rekli, da ima težave s tem, da se postavi zase, da ima tudi verjetno težave z denarjem, ker denar je rdeče barve. To je energija, denarja je v bistvu predstavlja vidik, zemeljski vidik, prizemljen vidik, fizični vidik. Tudi libido, tudi če rečemo. Rdeča barva. Tudi to, ja. Katere so tiste osnovne barve, ki so recimo najbolj pomembne in izhajajo potem vse ostalo iz njih? Ja, to so pač te osnovni spektr barv, se pravi primarne barve. Iz primarnih 3 barv potem dobimo sekundarne barve. Primarne so modra, rumena in rdeča. In ko mešamo, dobimo sekundarne barve. In potem, če mešamo še naprej, dobimo terciarne barve. Zdaj, če bi mi enostavno rekli, nekdo, ki ima nek zastoj na nekem področju, na nekem energijskem vozlišču, da mu samo to barvo dovajamo in potem se rešeno, bi bilo preveč enostavno. V tem primeru, če mi to naredimo, je blokada še večja. In zato, glede na to, da sem pač tudi praktik barvne terapije, je nek postopek, kako se stopi ta blokada. In približno traja 3 mesece, da se blokada stopi. In recimo edina barva, ki stapla blokade, je rumena. Rumena je tista, ki stapla blokade in potem postopoma počasi pridemo do tega, da lahko sprejemamo rdečo barvo. Približno 3 mesece, nekdo pa že prej tudi. Ali to pomeni, da recimo, če želimo narediti potem neko spremembo v življenju,
da dodajamo v svoje življenje veliko rumene barve. Se pravi, da se bolj, ne vem, rumeno oblačimo, ne vem, pobarvamo kakšno steno rumeno, v tem smislu? Ja, čistko enostavno tudi ni, če bi rekli zdaj rumena. Kar se tiče doma, pa opreme, pa te stvari, je v bistvu vsaka barva ima svoj namen. Tudi v domu. In recimo rumena za kopalnico ni primerna. Je pa primerna za hodnike, za kuhinje, jedilnice, ker spodbuja tek. In je to ta fizični vidik življenja. Seveda, rumena predstavlja ne samo barvo. Vse, kar je rumenega, tudi sončna energija je rumena barva, tudi hrana. In v bistvu to ravnovesje, ko bomo mogoče pol tudi kakšno temo rekli, kakšne so pravilne in nepravilne barvne kombinacije, veljajo tudi na krožniku. Če mi ne vemo, kaj bi kombinirali, ta princip velja tudi na tem. Zanimivo je, ker jaz včasih, ko kuham, recimo, ko si naredim, ne vem, ajdovo kašo z zelenjavo, mi včasih, nekaj oranžnega mi fali, pa potem, ne vem, nekaj oranžnega moram dodati, ali pa nekaj zelenega moram. Dejansko gre za to, da morajo biti barve usklajene tudi na krožniku? Ja, sigurno. Prvič že tudi vizualno je pisan krožnik bolj privlačen, ker naše telo avtomatično sprejema z veseljem harmonijo. Harmonijo in pestrost in pisanost. Kar se pa tiče kombinacij na krožniku, se pravi, moramo najprej vedeti, kako vibrira posamezna hrana. Recimo, če rečemo meso, ima vibracijo rdeče barve. In zdaj komplementarna temu je zelena. In popolno ravnovesje na krožniku dosežemo, če damo ustrezno količino tudi zelenjave. In potem je to uravnoteženo in za naše telo koristno. Zanimivo tudi hranilno, če gledamo. Dobro, meso ne bom komentirala. No, zdaj sem pač, ali pa tudi, če kašo rečemo, je vibracija rumene barve. Aha. In to je recimo zelo pozitivna kombinacija. Lahko gremo tudi s sosednjimi barvami, sorodnimi, se pravi, lahko z oranžno kombiniramo ali z rdečo. Recimo čili ali kakršnekoli močne začimbe, paprika. Lahko pa tudi gremo z komplementarno barvo, to bi bila pa vijolična, recimo malencane, pa kaša ajdova recimo. Ko smo že ravno pri rdeči barvi. Rdeča barva je taka zelo zanimiva, ne? Ja, mislim, meni je bila ta rdeča barva zanimiva tudi z večjih stališč in sem se odločila, da tudi, ko sem študirala antropologijo, da sem delala diplomsko nalogo prav na temo rdeče barve, ker sem ugotovila, da je edina barva, ki ima v vseh kulturah na svetu dokaj soroden pomen. Druge barve imajo recimo v različnih kulturnih okoljih različne pomene. No in rdeča barva je pa značilno, da ima to apotropejsko, se pravi zaščitno vlogo. Ščiti pred uroki, negativnimi silami, zlim pogledom, vsem tem, česar se bojimo, česar ne maramo. In to so že v našem kulturnem prostoru, so že od nekdaj malčkom dajali vnečke, ki so jih nesli k krstu, rdeče trkove, k zibkam so privezovali rdeče nitke, potem deklicam so dajali trakce v lase ali pa pentlico, kamorkoli za vrat zavezovali. Skratka, ljudje so se tega zavedali, da mi lahko, ko vstopamo v neko kulturo, sploh recimo otroci, ki se ne znajo še zaščititi, da lahko jih neke sile uročijo. Se navlečajo kakih negativnih energij. Ja. In še danes to, tako, ko si prej omenila uvodoma, še vedno to delajo. Recimo Bolgari imajo prav praznik Martanjance, ko babice svojim vnučkom pletejo zapestnice rdečih trakov. In to je v bistvu za zaščito tega. In kot vidiš, imam jaz danes tudi tole apotropejsko zapestnico in eno imam tudi zate. Juhej! Ja, jaz sem absolutno v stiku z velikimi in različnimi ljudmi. Kakšni me pridejo tudi srkat, po domače povedano. In taka zadeva te dejansko lahko zaščiti. Lahko jo imaš na roki, lahko jo pa tudi shraniš, recimo tako, daš za nedrček ali pa kamorkoli. Skratka, nekaj v tem smislu je to, ker smisel tega je. Recimo, še na Belokranjskem so bile na začetku 19. stoletja poročne obleke še rdeče barve. Potem so pač spremenile se v bele, pa pač z dodatki, raznimi rdečimi trakovi ali rdeč pušeljc ali karkoli.
moški pa rdečo rutico, a ne. Potem v narodnih nošah je veliko teh rdečih trakov, raznih rdečih bunkic ali česarkoli. Smisel tega je, da se uroki, te negativne sile zapletajo, pritegnejo pozornost in se ne ukvarjajo oziroma ne preidejo na ženina ali nevesto. To je smisel tega. Jaz nosim večino časa roza oziroma rdeče spodnice. Je to v redu? Ja, je v redu. Zdaj, če se ti dobro počutiš, vse mi sami čutimo, kaj je tisto, ki nas privlači, kaj nas dviga, kaj nas hrani, tudi energijsko hrani. In to pomeni, da ti krepiš svojo prvo čakro, svoj ta prizemljen zemeljski vidik, da si tudi znaš začutiti, znaš se postaviti, znaš zavohati posel in tako naprej. Kar se tiče tega, ali ima vsak človek svojo barvo? Recimo, mi, da smo že zračunali, moja je zlata, ne? Zdaj, če bi to tako, ja, barv je 16 milijonov, približno jih zdaj človek zna narediti, ne? Naše oko jih pa prepozna tam od 2000 do 4000, a ne? In mi moramo vedeti, da vsaka naša misel, vsako čustvo, vsaka vrednota, prepričanje ima svojo barvno vibracijo. In vsak človek je enkraten v tej vibraciji. Ne bomo zdaj rekli, da sem čisto rdeč, ne? Lahko ali pa čisto rumena. Smo skupek nečesa tega v takih ali drugačnih variantah, ampak generalno pa to drži. Drži, da imamo neke posebne danosti, a ne? In zdaj, ko smo prej ugotavljali, da si ti pač, da je tvoja vibracija glede na datum rojstva in tako naprej zlata. To pomeni pač, da imaš ti te lastnosti, kot sva rekla, tudi poslanstvo. Kaj je poslanstvo zate? Da predajaš znanje naprej, natančnost. Zlata itak nadbarva. Ima višjo vibracijo kot vse druge barve. Ali boste za te barve pripravili tudi za našo spletno stran, da se bojo ljudje pogledali, mogoče, da se najdejo? Ja, lahko. No, super. Evo, tako da boste našli na www.klevetovkavi.si. Sicer pa, ali tudi vsak dan v tednu ima svojo barvo? Ja, res je. Ni ponedeljek, ni enak nedelji ali petku, ne? Ampak ne zaradi tega, ker imamo mi tak ritem, da rečemo, ponedeljek gremo v službo, v petek jo pa zaključimo. Tudi zato, ampak zaradi tega, ker vsak dan v tednu vibrira po svoje. Se pravi, ponedeljek bela, torek rdeča, sreda rumena, četrtek modra, potem je zelena, vijolična in pa oranžna. In recimo, kaj če primerno dnevo v tednu, potem tudi mi oblečemo recimo majico ali pa kakorkoli? Smisel tega je, že itak nas energija dneva, vibracija dneva podpira v tem. Fajn je, da mi zaradi tega vemo te stvari, da se pravilno odločamo, kaj bomo na določen dan počeli. Če imam jaz recimo v četrtek, če imam recimo nastop, neko zagovor, neko predstavitev svojega projekta ali naloge ali česarkoli, ali pa plesni nastop ali karkoli, takrat si bom jaz četrtek zbrala, če imam le možnost. Če te možnosti nimam, potem se bom odelal neke turkizne ali pa modre odtenke, da bom jaz izrazna bolj, da bo ta izraznost šla, da bom v komunikaciji boljša ali karkoli. Ali če imam recimo posle, če imam podpis pogodbe, neke finančne zadeve, potem bom to verjetno na torek naredila. Torek, ker je rdeča, se pravi, rdeča je barva obilja. Ja, rdeča je barva tega zemeljskega obilja. Tukaj in zdaj, se pravi, materialnega vidika. Materialni vidik obilja, se pravi, delovnost, to so bili tudi recimo za lovce, nekoč je bila rdeča barva simbolizirala lov. In so bile že tudi, če mi vidimo 3000 let stare poslikane jame, oziroma 3000 let pred našim štetjem so bile rdeče poslikane, rdeči plen in tako naprej. Skratka, rdeča veljala za bojno barvo. In tudi špartanski vojaki so imeli rdeče tunike in rimski vojaki tudi rdeče tunike. Skratka, že nekoč so vedeli, da mora biti podpora za nek boj, za neko pridobitev nečesa, tudi ženske, tudi v erotičnem smislu, v rdeči barvi. In recimo športniki, trenerji to vejo, ker športniki, ki so oblečeni v rdečo, takih športih, ki rabijo hipne rezultate, so 13% boljši od tistih, ki so recimo v modrih dresih.
Wow. In ameriški trener, zdaj ne bom vedela imena, je svoje igralce med pauzo, med odmorom po klicu, jih je oblekel v modre drese, da so se hitro revitalizirali. Aha. Ko jim je dejal naprej, ki je bilo konec odmora, navodila za nadaljevanje tekme, jih je upeljal v rdečo sobo. Takrat so pa dobili navodila za akcijo. Aha, za modro so se hladili, za rdečo jih je pa spet segreval. Ja, tako. In recimo tudi to ni zdaj neka, bi rekla, ezoterična tema, tudi lahko, seveda, ampak to je čisto fizikalno merljivo. Temperatura sobe se bo spremenila za 2 stopinje, če pobarvamo steno rdeče. To je čisto merljivo, fizikalno. Ne? In rdeča barva je tista, ki nas hrani, greje in tudi vpliva na naše okostje. Ne? In recimo za vse te ljudje, ki imajo težave z okostjem, z hrbtenico ali karkoli, rdeča. Ne? Rdeča podpora. Pravi, tudi pri revmi, ker revma je pa v bistvu vnetje, ampak še vse rdeča. Če pa revma, je pa hlajenje, to pomeni, da je vnetna stanja. Je pa modra. Vsa vnetna stanja hladimo z modro. In zato jaz toplo priporočam, vsak naj ima doma eno plavo rutko, z naravnega materijala, seveda, svileno ali pa bombažno ali pa volneno. In če ga boli grlo ali karkoli, naj si jo priveže ali pa koleno ali kjerkoli, naj si na ta način pomaga. Ali pa lahko tudi sami sebi pomagamo tako, ker smo lahko pač mi tudi sami sebi energetiki, da si damo desno roko, desna je tista, ki daje, si damo na obolelo mesto, vnetno mesto in vizualiziramo modro svetlobo ali pa svojim bližnjim. Ne? Ali pa tudi svojim bližnjim. Se pravi, barve so nam na voljo, da jih uporabljamo. Tako kot voda, zrak, to so v bistvu stvari, ki so vitalnega pomena, pa so brezplačne. Nič ne stane. Nič ne stanejo, ampak mi si, če imamo ta znanja, saj okvirna znanja, mi lahko sami se pomagamo svojim bližnjim, si lajšamo življenje in bogatimo. Samo še tale informacija, zelo na kratko, vijolična barva. V ezoteriki izjemno spoštovana, tudi duhovniki, ne, pa ta vijolična. Nikola Tesla je tudi s to svojo purpurno in tako naprej. Ali ima vijolična res takšno moč, ali kako bi rekla? Vijolična barva v barvni terapiji vzpodbuja procese samozdravljenja telesa. Drugače predstavlja tudi vidik umetnosti in tudi intuicije. In zato je tako čislena v teh duhovnih sferah, ker to pomeni vedeti, nekaj jaz vem. Jasno mi je. Se pravi, ker se odločaš v življenju, oblečeš vijolično. In za ljudi, ki se težko odločajo, imamo ljudi, ki so kolebajo. A bi ali ne bi? Vijolična. Vijolična je tista, ki nas prestavi, da se mi hitreje odločamo. Če se ljudje počutijo zelo slabo, kakšna depresija ali karkoli, v katero barvo jih oblečeš? Rumena. Najprej rumena. Rumena je tista, ki je predel sončnega pleteža. In to je sprejemanje življenja. In to je tudi samopodoba. In kadar imamo mi na tem področju težave, ven na sonce. In že Elman Ot, pač to so terapevti barvni priznani, njegova terapija je sestavljena pol ure sončnih žarkov na dan. Ne glede na to, a je sonček ali ni sonček, ker mi to sprejemamo tudi, če ne vidimo pač oblaki so, ampak sonce še vedno je. Je, ampak ne čez očala. Očala dol in pol ure na dan imamo mi zadost, da ohranjamo to ravnovesje v telesu. Branka, najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali. Upam, da ste si kaj tudi zapisali. Spoštovani gledalci in gledalke, hitro torej na www.klepet@kavi.si med novicami prebrskajte in poiščite tisto novičko, ki govori o tem, kakšne barve ste, katera je vaša barva, da boste lahko še bolj podprli sebe. Branka je tole namreč že pripravila, da si lahko pogledate. Sicer pa prijavite se tudi na elektronske novice. Vsak mesec vam brezplačno pošiljamo elektronski časopis, kjer najdete obilo dobrih informacij. Zakaj? Zato, da najdete navdih za boljše življenje, bolj kvalitetno življenje v obilju zdravja,
sreče, zadovoljstva in še česa. Torej, 3x2 klepet ob kavi.si, na voljo pa so tudi naše svetovalke na 02 6200 230 za katerokoli drugo informacijo. Zdaj pa hitro, če le imate moč, na 3x2 klepet ob kavi.si. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer 3x2 klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.